Saj vemo, kaj pravi Lojze Slak, katera je najlepša rožica. Na svetu lepše rožice ni, kot je ta vinska trta. Mlada Pomurka Tamara obožuje rože in pravi, da so doma rože samo njena stvar in se v to noben ne vtika. Vinska trta je res da mogoče najlepša, pa vendar je mlada Tamara ne sadi, se pa posveča ostalim cvetlicam. Meni osebno najlepše rože so še vedno vrtnice, kraljice rož. Drugače pa na balkon zelo rada dam kakšne surfinje ali pa pelargonije. Lepo sončno vreme in visoke temperature zvabijo na plano željo po vrtnarjenju, vsaj pri tistih, ki jim to pomeni sprostitev. Številni strokovnjaki predlagajo, da se pri zelenjavi in rožah vsega lotimo počasi in premišljeno, da delamo z veseljem, potrpežljivostjo in vlagamo v to ljubezen. Tamara Duh zagotovo spada med te rožice, ki vsemu temu sledijo. Vrtnariti sem začela 4 ali 5 let nazaj, ko sem se prvič zaljubila v moje rožice. Od takrat dalje pa res rada skrbim za njih in eksperimentiram z njimi. Letos pa sem se odločila tudi, da posadim sivko. Pa je, da je znanstveno dokazano, da nas sivka pomirja. In še diši. To jo sprošča in ji, kot vidite, nariše velik nasmeh na obraz. Kljub minimalnemu predznanju lahko pričnemo vrtnariti kadarkoli. Skozi delo in prakso se namreč veliko naučimo. Najlepše pa je, ko čakamo, da pridelek, ki smo ga posejali, požene, ko vidimo prve cvetove ali ko ga lahko dejansko uporabimo. Tamara se je zato lotila začimb. Zdaj pa smo pri začimbah. Tukaj imam peteršilj in tukaj imam rožmarin, naprej še imam baziliko in pa nekaj timijana. Zato bom zdaj nekaj začimbic presadila iz takih grmičkov v majhne lončke, ki bom jih imela na okenski polici v kuhinji. Ker jaz, ko kuham, meni se ne da iti nekam nazaj v rastlinjak po začimbe. Zato mislim, da bom peteršilj pa z baziliko pa mogoče malo timijana presadila. Pa gremo. In tako se prične delo. Baziliko imamo. Gremo zdaj ali peteršilj. Ko načrtujemo vrt ali sejanje rož okrog in v hiši, ne smemo pozabiti, da ustvarjamo videz povezanosti s hišo in da je to le podaljšek našega dnevnega prostora. Dobro je pomisliti na uporabnost skozi vse leto in na obilico barv, ki naj bi, kot že rečeno, pasale k ostalim prostorom in nas nenazadnje tudi dvignile in unesle pozitivo v naš dom. Vse, kar okrasimo in vnašamo vanj, pa mora predstavljati nas same. Pevka mladih Pomurcev ima izmed rož, ki jih sadi doma za balkon, trenutno najraje surfinije. Jaz pa sem letos za svoja okna izbrala eno mojih najljubših rožic za na balkon z surfinjo. Jaz sem res nora na surfinje, ker imajo res take lepe cvetove imajo, pa ta rastlina se zelo razraste, tako da vam pokrije cel balkon. Ampak so pa znane tudi po dokaj zahtevni oskrbi, no. Rade imajo sončno lego, res sončno lego, ker je to tropska rastlina in ogromno vode imajo rade, tako da treba kar zjutraj vstajati in zalivati. Ja. Velikokrat so tarča, kakšni bolezni, ali pa uši, sploh uši. Jaz sem jih že večkrat imela, pa sem imela tudi probleme z ušmi. A treba malo špricati, pa bo, a ne? Potem pa si še malo zažvižgaš in vse skupaj je še bolj sproščujoče. Rože polepšajo prostor in vanj vnašajo svežino in estetiko. S svežimi začimbami začinimo naše jedi iz žara ali jih uporabimo pri kuhi za družino. Njihova prijetna aroma pa napolni sobane s prijetnim vonjem. In še ena funkcionalna prednost začimb. Odlične so v domačih koktejlih in doma pripravljeni limonadi. Moje rožice so posejane, zdaj pa jih treba samo fajn zalivati, da bodo lepo rasle in da bodo pokazale svoje lepe belo-roza cvetove. Da se zna naša Tamara zares sprostiti in uporabiti vso svoje znanje in veselje do rož in drugih rastlin v svoj prid, dokazuje to, da je na koncu zadovoljna in nasmejana in svoj pridelek uporabi tudi v domači kuhinji. Takole
takole, delo je končano, rože so posajene, začimbice tudi. Zdaj mislim, da res paše ena domača turška kavica. Drugače pa saj res, kaj bomo pa mi danes kuhali? Živi. Brez tega pa ne gre. Pa dober tek! Hvala, Tamara, se priporočamo, da nas kdaj povabiš na kakšno kosilce. No, pri še eni glasbenici, Ani Šket iz ansambla Lunca, pa so vrtnarjenje in druga podobna opravila nekaj povsem običajnega. Doma imajo vinograd, velik vrt in sadno drevje oziroma kar precej rodovitni sadovnjak. Resno se ukvarjajo s pridelovanjem sadnih sokov. Tako da v bistvu so ta razna opravila tudi del mojega vsakdana. Včasih malo bolj, včasih malo manj. Ampak moram pa priznati, da bi se zlagala, oziroma bi se moja mami orenk nasmejala ob posnetku, če se sliši, a ne? Če bi slišala, da bi rekla, da obožujem vrtnarjenje pri vrtnarjenju, ker pač to ni čisto resno. Vsaj za enkrat, če ne, ampak ugotavljam zadnje čase, da se vse spreminja, tako da mogoče se tudi to spremeni, pa tudi mene premami. Zdaj pa jaz mislim, da moram iti kaj narediti še. Tako, pridna dekleta so venomer v pogonu, pa naj gre za vrt, glasbo ali karkoli drugega. Si pa med vsemi opravili vzamejo tudi čas zase in za sprostitev.